tule mislim, da moramo ločiti dve skupini vlagateljev v kripto. Ljudi, ki vejo, kaj delajo, ki tudi v bistvu, bom rekel, imajo zelo jasne kalkulacije, kaj so posamezni dan zaslužili ali so izgubili, ki tudi na dolgi rok razumejo, da bodo te podatke rabili malo za to, da se učijo iz svojih napak, pa da jih ne ponavljajo več. Pa tiste tak vlagatelje, kot sem jaz, ko pač, ne vem, zdaj sem 1000 evrov vložil na eTorotu v Bitcoin, malo karikiram, 1000 na Revolutu, nekaj v kriptomatu in zdaj bom iz Revoluta nekaj prodal, vsi ne vem, kaj je zdaj nabavna vrednost. Imam vsega skupaj za, ne vem, 300 evrov dobička ali pa 200 evrov izgube in zdaj, da bom jaz te podatke zbral, jih skupaj uredil in pravilno napovedal davčni upravi, bom jaz imel ogromno dela. Če se slučajno zgodi, da bo davčna uprava rekla: Dušan, daj mi pa prosim pojasni še to svojo kalkulacijo, čisto zares v bistvu ne jaz, ne država, ker se bo tudi nekdo na strani davčne uprave mogel ukvarjati s tem primerom, pa ga razumeti, pogledati se podatke, analizirati. Pridemo v situacijo, ko dejansko nismo več prepričani, kaj je prava davčna osnova.